Živjo. Danes bi rada spregovorila o tem, kaj to pomeni, da je starš prisoten in da je absolutno na voljo svojemu otroku. In rada bi spregovorila tudi nekaj o teh električnih pastirjih, ki pazijo naše otroke, oziroma električnih pastirjih, to so elektronske naprave, telefoni, tablice, televizija, računalniki in pač podobne zveri, ki se jih bojimo. A veste, pa ni prav, da se jih bojimo, zaradi tega, ker včeraj sem srečala eno gospo, ki je starejša od mene in je rekla, a veš, da moja mama je stara 90 let in uporablja računalnik in piše maile in je na Facebooku in se igra igrice in piše pisma in išče po internetu stvari, a ni carica. A vidite, kako različno gledamo na eno stvar, nekje se nam zdi strašno nevarna, nekje se nam pa zdi strašno koristna. In ne pomislimo, da je to ista stvar, torej je ta stvar koristna, lahko je pa tudi nevarna, a ne? Ampak kaj pomeni biti prisoten, ko ste z otrokom? Lejte, ko vi namenite ves čas samo otroku, ne govorim zdaj v nekih okoliščinah, ko ste v trgovini in tako, ampak ko namenite čas samo otroku, ko greste z njim ven na igrišče, ko doma z njim nekaj počnete, dajte izklopiti telefone, oziroma najboljše je, da jih sploh nimate pri sebi. Zakaj? Dajmo en primer pogledati. Otrok vam pripoveduje, kaj se je zgodilo v vrtcu. In je zelo navdušen in s tako strastjo vam razlaga zgodbico in vi ga poslušate, upam. In potem vam zazvoni telefon. In vi dvignete in rečete halo in se začnete pogovarjati z osebo na drugi strani. In ni pomembno, kdo ta oseba je. In padete v nek pogovor in otrok pač hodi tam zraven vas in dobiva sporočilo. To je pomembnejše, kot sem jaz. Ni jo zanimalo, kaj ji pripovedujem. Nikoli ne morem povedati do konca. Saj sploh ni pomembno, zakaj bi ji sploh povedal. Potem mi odložimo telefon in pač skušamo biti v isti energiji z otrokom naprej, ampak to ne gre več. Otrok je že razočaran, mi imamo že še en drug film v svoji glavi. Drugače je, če rečete otroku, dvignila bom, da vidim, če je nujno, in če ni nujno, se ti takoj posvetim nazaj. Dvignem telefon, vprašam in rečem, te pokličem čez 2 uri, zdaj se igram z mojim otrokom. A veste, nič ne bo narobe, če boste ljudem rekli, jaz se igram z mojim otrokom. Nič ne bo narobe. Noben vam ne bo zameril. Če vam pa kdo bo, pa glejte, takega človeka pa res pač ne rabite v svojem življenju. No, in potem gremo na drugo stvar. Gremo v družinah, imamo pravila in imamo navade. Kakšna je razlika? Pravila. Pravila navadno izrečemo ali pa jih napišemo. Recimo, midva z Albertom sva imela pravilo, da v dnevni sobi ne jemo. In pol je bil kakšen dober film in sva si midva prinesla in sva grickala tisto zraven in gledala film. In otroci so dobili sporočilo. Pravila se lahko kršijo. In naslednjič so otroci gledali televizijo. In so seveda ali hoteli jesti, oziroma, kadar naju ni bilo doma, so imeli tak cele žurke v dnevni, a ne? To so pravila. Skratka, tukaj smo vsi zelo nagnjeni, da prekršimo, da gremo ven iz okvirov, se temu lepo reče, a ne? In včasih je to fajn, včasih je pa lahko tudi zelo nadležno, a ne? Se strinjamo verjetno vsi s tem. In druga stvar je navada. Recimo, midva z Albertom nikoli nisva prinesla za mizo navade, da imamo pri mizi telefone, ko jemo. Niti nisva prinesla navade, da telefon dvignemo, če zvoni. Skratka, ko sva jedla, če nama je zvonil telefon, sva rekla, zdaj imamo kosilo. Zdaj smo mi skupaj, zdaj smo pač se posvečamo drug drugemu. In kar je pomembno, za mizo dajati občutek, sem ti na voljo, za mizo dajati občutek očesnega stika, in občutek, da nam je mar drug za drugega. In ko bodo otroci zrastali, bodo mogoče kdaj pa kdaj probali. Jaz, kadar kdo prinese telefon, rečem, kosilo imamo. In se ne zgodi nič. Če jim zvoni telefon, dvignejo in rečejo, bom poklical nazaj, kosilo imam.
In s tem otroku pokažemo, da nam je mar in da imamo nek odnos do teh stvari in da nismo odvisni od tega, da moramo imeti telefon skozi pri sebi. In še nekaj, a vam je kdo povedal, da vam telefona ni treba vedno dvigati? In a vam je kdo povedal, da ne rabite biti skozi preklopljeni na internet? Poskuste. Vem, da je težko, zato ker tudi meni je težko in prvi izgovor, ki mi pride na misel, je: moj posel je odvisen od interneta. Seveda je, ampak ne ves čas. Takrat, ko sem z otrokom in z mojim partnerjem, si lahko mirno vzamem čas, da jim pol urice in pač te naprave nimam pri sebi. Ker s tem bom pokazala mojemu sogovorniku, tudi prijatelju je to lahko, ali pa vi, da mi je mar. Hvala, lepo se imejte. Pa, pa!